Zadnjič mi je spet en kolega rekel, da sem odvožen z najrazličnejšimi novimi avtomobili malo razvajen. No pa sem ga hitro popravil, da sem kvečjemu navajen. Sej nekdo, ki vozi dobro kolo, tudi ni razvajen, samo pač navajen je na nekaj boljšega od stare kolesne kripe. A ni tako? In zdaj vam lahko dokažem, da res nisem razvajen, ker sem pa v vseh teh letih še vedno navdušen nad kakšno notranjostjo, pa ni treba, da avtomobil stane 100 jurjev ali pa še več. Ok, pomaga tukaj le, da je ta notranjost res huda. Sem prepričan, da je v teh časih z uveljavljenimi znamkami precej težko tekmovati, še posebej, če želi skakati v zelje premijcem. Ampak je DS-u uspelo, ker je takšen DS7 znotraj zelo poseben. Za začetek so posebni materiali, sami eminentni nazivi. Recimo Alcantara, pa aluminij, pa usnje. No, posebno je tudi oblikovanje, ki mu lahko zaploskam, elegantno izgleda vse skupaj minimalistično, ampak zelo uporabno. No, mogoče sem pa vseeno malo razvajen, ker mi tole zelo ugaja. Ampak tole ni test. DS7 sem želel izkoristiti za nekaj drugega. Nas je zadnjič zopet spraševal nekdo, kaj je to priključni hibrid, ker se je očitno izgubil v poplavi različnih izrazov. Blagi hibrid, samopolnilni hibrid, priključni hibrid. A sem še kaj pozabil? No, tole je priključni hibrid, ker ima vtičnico in kabel, posledično pa toliko veliko baterijo, da jo lahko napolnite in se potem samo na elektriko peljete kar precej daleč. Kako daleč je odvisno od velikosti baterije priključnega hibrida. V mojem primeru malo manj kot 40 km, naprej pa potem na bencin. Ok, če sem bolj natančen, ko tukaj zmanjka džusa, se DS7 začne obnašati kot klasičen samopolnilni hibrid. Med vožnjo rekuperira energijo in vedno skrbi, da marsikateri trenutek med vožnjo vozite v popolni tišini, torej na elektriko. Ampak ne več daleč, jasno. Torej, priključnega hibrida polnimo in se potem daleč lahko peljemo na elektriko. Priključni hibridi kakšen hendikep vseeno imajo. Najprej je nekam treba stlačiti elektromotor, ta je v tem primeru zadaj in relativno kompakten, no zato je večji izziv za inženirje, kam postaviti baterijo. Ta pa ni več tako majhna in v tem primeru tehta okrog 100 kg, no nameščena je pa v bistvu tukaj le spodaj. Posledično je prtljažnik nekoliko manjši, predvsem je bolj plitek in malo manj prostora tudi na zadnji klopi. No je pa v tem primeru pri nogah ravno dno. To pa moram pohvaliti. Močan elektromotor in velika baterija mi omogočata tudi tole. Lahko izberem več različnih voznih programov. Lahko se odločim, da se bom peljal samo na elektriko, lahko izberem hibridni način, kjer sistem potem sam uravnava delovanje obeh motorjev, tako kot je pač najbolj smiselno. No, lahko izberem športni način, takrat sta oba motorja ves čas pripravljena na moj ukaz z desno nogo, lahko pa izberem celo štirikolesni pogon. Tole je fajn za pozimi, da je oprijema vedno dovolj, jaz pa ziher, da bosta oba motorja res ves čas dovajala energijo vsem štirim kolesom. Aha, če bi rabil elektriko za pozneje, ko se bom recimo vozil nekje po centru mesta, lahko baterijo šparam ali pa jo vnaprej napolnim tudi z motorjem, če sem jo slučajno pozabil napolniti na polnilnici. Bolj počas gre tole, ampak se da in včasih pride prav. Če vas pa še malo zanima tehnika, bencinski motor poganja sprednji kolesi in fizično sploh ni povezan z elektromotorjem, ki je zadaj in poganja tako je, zadnji kolesi. Zato je tole lahko štirikolesno gnan avtomobil ali pa samo spredaj gnan avto. No, pri vožnji na elektriko je v bistvu samo zadaj gnan troživka torej. Ampak najbolj važno je, da vi zdaj veste, kaj je priključni hibrid, samo pridno ga polnite, pa bo.